nekaj besed o obravnavanju debelosti in vitkosti. Uporabila sem takšen medijski diskurs, zato ker sem se želela izogniti neposredno pojmovanju v oglasih, zato ker v mojem prispevku ne bom obravnavala samo oglasov, ampak tudi časopisne članke, prikrite oglase, ki so se v njih skrivali, torej ne gre samo za oglase, ki so bili uokvirjeni pač na oglasnih straneh, ampak se gre tudi za časopisne članke, ki so sicer informirali, bili poučni, ampak tako čisto slučajno so potem omenili še ime nekega produkta, ki naj bi recimo pri posamezni državi pomagal. Zdaj prehrana, kot taka, je bila seveda poleg stanovanja in obleke eden od treh temeljnih kamnov, na katerem je slonelo na katerem je slonel obstoj vsakega posameznika. Higieniki, avtorji nasvetov, avtorji priročnikov so se prehrani, problematiki zdravega načina prehranjevanja posvečali zelo veliko vnemo. Povezovalo se je pravi zdrav način prehranjevanja z dolgim življenjem, zdravjem in istočasno na drugi strani pa je bila seveda bolezen, telesno, moralno propadanje, vse to je bilo povezano z užito hrano in pijačo. V času naraščanja prebivalstva, torej hitre urbanizacije, preseljevanja iz vasi v mesta, se je izkazalo, da agrarni razvoj da ni sledil, oziroma da je ne s težavo sledil tem premikom prebivalstva, da je bila oskrba novih urbanih središč težavna, da je še vedno primanjkovalo obdelovanih površin, da je bila proizvodnja še vedno ekstenzivna. In vse to recimo skupaj s slabimi letinami vodilo v kronično pomanjkanje žit, torej ljudje so bili od 18. še v začetku 19. stoletja večinoma podhranjeni, se pravi, kakšne velike epidemije debelosti takrat ni bilo. Vse to je vplivalo na splošno zdravstveno stanje prebivalstva, tako da recimo imamo podatke, da je povprečen Evropejec sredi 19. stoletja dejansko nižji, torej po telesni višini od recimo Evropejca v 15. stoletju, ker je tako primanjkovalo in žit, beljakovin, vsega skupaj. Na Slovenskem, če se pomikam proti obdobju, ki ga obravnavam, na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja o pravih lakotah ne moremo več govoriti. So še obstajajo, seveda so te široke ljudske množice so živele v pomanjkanju, bile so nepravilno hranjene, bolj kot to, da so bile nehranjene, so bile nepravilno hranjene in še vedno pa lahko opažamo nekakšna sezonska pomanjkanja, torej med eno žetvijo in drugo ali pa v primeru slabe letine in tako naprej. Vsekakor pa lahko ob koncu 19. stoletja, torej na prelomu z 19. in 20. stoletje, opažamo, da je prišlo do spremembe razmer. To nam kažejo že nasveti o zmernosti, o skromnosti, o strogem nadzoru nad prehrano, kar nam mogoče že priča v dejstvu, da je ta sprva ozek krog ljudi, ki se je lahko prenajedal, ki je sploh imel možnost, da se je prenažiral, da je ta krog začel postajati vse širši in da so avtorji nasvetov, člankov in isti priročnikov to začeli dojemati kot družben problem. To ne bi bilo idealne, se pravi sadje, zelenjava in tako naprej. Pomanjkanje to nekako so presegli, pomanjkanje obdelovane zemlje se je začelo presegati z uvajanjem novih, odpornejših, rodovitnejših kultur, tudi s prvimi sredstvi za zatiranje mrčesa oziroma zajedavcev in tako naprej. Kaj so torej ti avtorji člankov sporočali? Sporočali so,
da je tudi k prihranjevanju potrebno pristopati celovito. Torej, tukaj se pojavijo prve, kot vsi poznamo, te prehranske piramide, da je bilo potrebno upoštevati nekaj osnovnih in preprostih navodil. Seveda prva od teh je bila zmirnost, jedi naj bi čim bolj raznovrstno prehrano v majhnih količinah, nikoli naj se ne bi prenajedali. Tako da recimo od Hufelanda naprej njegove makrobiotike, kjer je prenajedanje eden od dejavnikov, ki krhajo zdravje, skrajšujejo življenje, so vsi avtorji vsak na svoj način poudarjali, da je človek, ki je jedel do trenutka, ko ni mogel vase spraviti niti grižljaja več, da je že zagotovo pojedel preveč. Se pravi, vsakega posameznika so želeli vzgojiti v smislu, da bi razvil svoj lasten občutek, kot je citiram, dokdaj se še hrani, dokdaj se že pita. K mizi naj bi torej sedeli takrat, ko dejansko začutimo lakoto, nikoli naj ne bi jedli iz nekega, in to zdaj recimo, ko se bližajo prazniki, ne, z nekega občutka dolžnosti, vljudnosti, ko poješ tisti kospotice za to, da ustrežeš, malo mi kakorkoli, se pravi, da si dovolimo občutek lakote, in to je verjetno aktualno tudi danes za nas, ko dejansko jemo še preden smo zares lačni. In recimo, to je mogoče tudi že v začetku 20. stoletja se že pojavljajo nasveti o tem hranjenju, ki zapolnjuje neko praznino v nas. Se pravi, ta problematika se je že pojavila. Prehod iz 19. v 20. stoletje je bil tudi čas kampanje osveščanja tako kmetov kot delavcev. Posebej so se obračali na kmečko prebivalstvo, poskušali so jim predstaviti, kaj to uravnotežena prehrana sploh je. Na kmečko prebivalstvo pa zato, ker oni so dejansko razpolagali s sadjem, so razpolagali z zelenjavo, z mlečnimi izdelki, ampak so vse to prodali in se sebe hranili še vedno zgolj na osnovi krompirja in koruze, se pravi, neprimerno. In veliko so kmete poskušali na tak zelo poučen način prepričati, da saj mesa pa ne rabijo, in s čim ga lahko nadomestijo. Kmet je postal tisti srečnež, ki se hrani skromno, že zaradi razmer, se pravi, meso je tisto, ki je začelo škoditi zdravju, ki je vodilo v debelost, vzaritev v rdeč obraz, ampak ti kmet si lahko srečen, da se tega ni treba bati. Zdaj, kmetje tega niso imeli kot kakšno posebno srečo, in tako da meso je, vse slojih ne ostajalo na vrhu seznama želja, bilo je simbol blagostanja, zato ga ljudje se mu niso želeli odreči, kljub temu, da so se ta nova vedenja širila med ljudmi. Tako da nekako v tem obdobju lahko govorimo o dveh vrstah vegetarijanstva. Eno je bilo prisilno vegetarijanstvo, torej vegetarijanstvo ljudi, ki dejansko niso imeli dostopa do mesa, in vegetarijanstvo tistih, ki so to izvajali na bolj elitni ravni, s nekim civilizacijskim premislekom, kar recimo se pojavlja še danes. V meščanski ideologiji naj bi z vegetarijanskim načinom prehranjevanja namreč dokazovali to sposobnost samoodpovedovanja, samonadzora, odgovornosti do sebe in do svoje okolice. Prepričanje, da debelost ni več lepa, je sicer zamiralo že v 18. stoletju, vendar je bila še skozi celo 19. stoletje in na začetku 20. stoletja debelost najbolj očiten
pač dokaz blagostanja neke osebe, bila je garancija za zdravje in pač dokaz, da si je posameznik lahko privoščil bogato in krepko prehrano, po čemu so seveda vsi hrepeneli. Vitkost so predstavljali kot simbol zmirnosti, sposobnosti samonadzora, delavnosti in tako naprej. Vendar pa je bila debelost oziroma vsaj lepa rejenost še vedno statusni simbol, saj na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Ti meščanski pisci so izražali nek strog moralističen pogled na hrano. Oni so v vsakem najmanjšem užitku zaznali nevarnost zapadanja v smrtni greh, se pravi nevarnost zapadanja v požrešnost. Obstajalo je prepričanje, recimo, da jih približno na isto ravno so postavljali hrano in spolnost, obe sta bili enako pomembni in nepogrešljivi za obstoj vrste, ampak nepotreben škodljiv pa je bil vsak užitek. Zato so se začela recimo prva teoretiziranja o tem, kako bi bilo, če bi recimo proteine zapakirali v tabletke, pa da bi vsak posameznik nekako neko hrano konzervirano pojedel, brez okusa, zgolj zato, da bi nahranil svoje telesne potrebe. Debelega človeka so primerjali celo zajedavcem, ki je zaradi svoje požrešnosti in pohlepa odžiral prehrano drugim, ki so se zaradi tega mučili, jedli premalo in tako naprej. Debelost torej je hkrati statusni simbol in postaja pa tudi zdravstven problem. Zdaj, kako uskladiti ta dva pogleda. Recimo, zanimivo je, da v člankih, ki obravnavajo torej prekomerno debelost, še vedno najdemo, recimo, kako opisujejo debelega človeka. Debel človek je opisan kot cvetoč, suh pa je recimo šibek in krhek. Spravi, že s tem načinom so izražali neke vrednostne sodbe, o tem, kakšen naj bi zdrav človek izgledal. Zdaj, iz česa je to izhajalo? V javnosti, torej v slovenski realnosti, na prvih letih 20. stoletja še vedno obstajal velik strah pred tuberkulozo, ki so jo povezovali z neprimerno prehrano, s podhranjenostjo. Tako da so tuberkuloznim bolnikom predpisovali različne redilne kure, mastilne kure, ki so predvidevali zaužitje večjega količina mesa, recimo vsaj liter mleka, 3 do 4 jajc na dan, 3 do 4 kot jajce velikih kočkov masla na dan. Spravi, po časopisju torej vidimo, da se estetske norme spreminjajo, v drugi strani imamo pa nasvete, kako v prehrano vključiti gosjo maščobo, zato da bomo ostali zdravi. Verjetno so se potrošniki oziroma bralke teh revij verjetno počutile rahlo razdvojene, kako uskladiti zdaj ta dva pogleda. Kot ideal so poudarjali nekakšno srednjo rejenost, se pravi, to še zmeraj dobro rejenost človeka. Tak človek naj bi lažje in hitreje preboleval različne bolezni, imel naj bi dovoljšno količino podkožne maščobe, ki naj bi ga grela in ščitila in tako naprej. Recimo rekonvalescente, slabotne, nervozne ljudi je bilo na vsak način nujno potrebno zrediti. To recimo priporočali so, da bi po vsakem obedu jim ponujali slaščice, ki naj bi že sicer vzbujale v ljudeh dobro voljo in sproščenost in tako naprej. Ob vseh teh nasvetih, torej gosja maščoba, masla in tako naprej, se pravi teh naravnih produktih, pa se v te članke že prikradejo tudi imena umetnih hranil, umetnih hranilnih preparatov, ki jih je bilo mogoče kupiti v določenih lekarnah, prodajalnih in tako. Recimo, če ne uspete z maslom, pa poskusite z nutrozo. Če ne najdete gosje maščobe, lahko kupite sabotozo ali pa fersan, tukaj par izdelkov omenjam, ki danes nam nič ne povejo. Tako da so bili ti članki vedno
pol svetovalni, na pol pa propagandni. Ne? To mejo je zelo težko, na tem področju zelo težko potegniti. Tudi recimo zraven članka, ki sicer recimo proti tuberkulozi omenja čisto naravne preparate, ne? Je se tako neusiljivo zraven ponuja še en pač reklamni pasus. Ne? Ta meja je zelo zabrisana. Za naravno, za nevarno je, tukaj recimo imamo eno podobo ženske, ne, ki telovadi, za nevarno je veljala le nenaravna prekomerna debelost. Ne. Zdaj, to so opisali kot nabiranje maščobe tudi v notranjih organih, ti ljudje naj bi bili velikokrat zadihani, njihovo srce naj bi bilo nenormalno obremenjeno, noge težke in okorne. Bolj kot zdravstveno stanje tega človeka, pa je te pisce zanimal njegov učinek, torej učinek te debelosti na storilnost. Ne. Tak človek se je namreč komaj premikal, kaj še da bi delal. Ne. In bi bil koristen za skupnost. Zdaj, kaj se je z njim dogajalo, se niso kaj veliko spraševali, ampak tak koristnost za skupnost, se pravi, delavnost, debel človek je enakolen človek, ne, velikokrat lahko to opazimo. To poveličevanje debelosti, ki je bilo velikokrat odraz strahu pred lakoto in pomanjkanja, je na to v teh mirnih obdobjih brez večjih političnih in socialnih pretresov začel nadomeščati strah pred nezmirnostjo, ne? In vsemi posledicami, ki jih je ta prinašala. Sploh po prvi svetovni vojni vitkost postane znak prosperitete. Kaj to pomeni? Da vitek človek ima dostop tudi do bolj sofisticirane prehrane. To je bil dokaz, da se ne hrani samo s krompirjem in svinjsko mastjo. Se pravi, da ima dostop do svežega sadja in zelenjave, kar ni bilo tako samoumevno, če pomislimo na te transportne poti, koliko časa je trajalo, pa recimo na hitro pokvarljivost blaga v času pred hladilniki, kako sploh dostopati do mlečnih izdelkov. Se pravi, to je bilo zelo drago in kdor je imel dostop do svežih mlečnih izdelkov, pomeni, da jih je bil sposoben plačati. Torej, premik v miselnosti je bil, in tukaj so recimo zelo zgovorni ti časopisni oglasi, ki so svojevrsten odsev razmer v družbi. Če so sprva prevladovali oglasi, ki so torej propagirali krepčilnost nekega izdelka, so se nenadoma začeli pojavljati oglasi za izdelke, ki naj bi topili maščobe. Se pravi, ta svet se že deli na tiste, ki si bolestno želijo shujšati, ob tistih, ki so podhranjeni. Se pravi, ta dva svetova povsem soobstajata. Kaj nam recimo tak oglas sporoča? Da se ljudje ne želijo odrekati. Se pravi, v času po prvi svetovni vojni se ljudje niso več želeli odrekati. Želeli so oboje, želeli so dobro, okusno, bogato prehrano, hkrati pa so čutili pritisk mode in novih modnih trendov, ki so zahtevali neko vitko linijo. Tako da so tržišče preplavili taki oglasi, ki so obljubljali hiter uspeh, recimo v tem času se pojavijo hitre diete, recimo zeljno juho in tako naprej, tam mislim, da so še zdaj aktualne. Torej, sploh ženskam obljubljajo čudne rezultate, hitro hujšanje brez stradanja. Velikokrat se uporablja to prej in potem, tako kot danes, tukaj imamo en tak primer. Potem recimo tukaj imamo dva primerka, tukaj je redilna kava, ki je recimo v tekstu zraven materam obljubljala, da se bodo njihovi otroci hitreje poredili, če bodo to pili. Na drugi strani imamo te znamenite slatinske tablete za hujšanje, ki so obljubljale hitro izgubo telesne teže. Recimo te slatinske tablete so bile najbolj razširjen proizvod, oglasi so se kar naprej pojavljali in tekst je vsakokrat malce drugačen
in včasih bolj namenjen moškim, včasih bolj apelira na ženske, tako da recimo tukaj sem bolj nekaj izpisala ven, ne, da je debelo znak starosti, tako da kaj nam je neprijetno, se pravi ta podbradek, tilnik, ne, to so vsi ti deli telesa, ki so bili na ogled. Recimo zanimivo pa je, da so tukaj piše največ zgledovanja pa je pri kopanju, ne, se pravi ti neki novi športi, ki vstopajo v življenja meščank, ne, se pravi predtem te težave pač ni bilo, ne, ker se ženskam ni bilo potrebno pač v kopalkah sprehajati po kopališčih, ne, se pravi ta zadreganja jim je bila prihranjena, sedaj nič več, ne, zato so posegale po teh sladkih tabletah, ne, in uporabljajo čisto take propagandne, ne, se pravi, nezadovoljni s tem, mogoče celo nesrečni, ne, se pravi, tukaj je rešitev za vas, ne. Dejstvo pa je, da v tem času, torej industrializacije, ko se vedno več žensk zaposljuje izven doma, ne, da je to povzročilo tudi pravo poplavo nove industrijsko predelane hrane, ne. Prej je bila pač prehrana ozko, sezonsko in geografsko vezana, ne, sedaj to ne velja več. Se pravi, ta hitro naraščanje mestnega prebivalstva je povzročilo velike spremembe v samem načinu prehranjevanja, kar je neizogibno vodilo tudi v porast debelosti. Ljudem ni bilo jasno, zakaj in od česa se sploh redijo, ne? Ker niso prepoznavali torej v teh predpripravljenih jedeh, marmeladah, potem recimo sredstvih za okuhavanje, recimo nadomestih za jajca, niso prepoznavali sladkorja, ne? Ki je bil v teh izdelkih pač bogato prisoten, ne? Tako da, recimo, to so pač ta doktor Edgar, ki je bil danes že omenjen, ne? Ženske torej manj pripravljajo oziroma na hitrejši način pripravijo svojo ozimnico, ne, ali pa pač posegajo po že pripravljenih marmeladah in jedeh, ne, ki so polne sladkorja, drugačne od tistih, ki so jih same prej pripravljale za svojo družino. In prav ta sladkor, torej bel, rafiniran sladkor, je v tem obdobju začel svoj pohod. Če je bil prej bel sladkor nekako domena meščanskih domov in so si pač na podeželju jedi sladili bolj z medom, je sladkor v tem obdobju že nekako izgubil ta pridih sofisticiranosti, ne, zaradi večjega števila sladkornih rafinerij, tudi pač na območju Avstrije je cena sladkorja začela padati, postal je bolj dostopen. Tako da ljudje so dejansko začeli spreminjati način hranjenja, ne, sladic, tort, ne, recimo v ženskem časopisju imamo neskončne recepte, ne, sladice, pite, torte, pudingi, ne, vse to, česar prej pač povprečen prebivalec tega območja ni poznal, ne. Tako da nekako kljub temu, ne, da je recimo sladkor je imel podobno konotacijo kot meso, ne. Pravi, bil je pač pomemben znak blagostanja, redki pisci so ga recimo, čeprav so že obstajali, so ga že opisovali kot tihega ubijalca, vendar prave nevarnosti pač sladkorja kot takega niso še zaznavali, ne. Recimo veliko bolj pogosto ga obravnavajo kot kakšno zdravilno sredstvo, kot začimbo, kot izredno koristno sredstvo za konzerviranje prehrane in tako naprej, ne. Nevarnosti v tem niso še prepoznavali. Torej druga pa so ta kava, čaj in čokolada, ne, ki tudi nekako, če so bile prej to so produkti, ki se popularizirajo, ki niso več nedostopni.
predvsem kava zgubi nekako svoj, torej to ni več luksuzen, oziroma vsaj prava kava, mogoče še, ampak to ni več luksuzen proizvod. Ženskam ga svetujejo za ohranjanje vitkosti, torej spi kavo na mesto obroka, ne, in boš izgubila nekoliko pri telesni teži. Zdaj, ženske so bile tiste, ki so verjetno najbolj čutile ta pritisk, ne, po teh lepotnih idealih, te modne smernice so se spreminjale, ta polna ženska mehkih oblik, ne, kot nekakšen simbol materinskosti, rodovitnosti, je začela stopati v ozadje. Poudarja se ta mišičasta, vitka, skoraj androgena ženska, ne, taka z ploskih prsi, ne, to je bil ideal. Ob dejstvu seveda, da je bila velika večina, mislim, to so zelo zanimivi podatki, da je velika večina žensk na Slovenskem v začetku 19. stoletja v bistvu še vedno podhranjenih, ne. Vsaj na podeželju. Zato, ker so že sicer bolni prehrani bile deležne še slabše prehrane, recimo kot moški v družini, ne. Tako da, kdo je sploh bil debel, ne, je tukaj potrebno vzeti malo z rezervo, ne. Druga posebna kategorija prebivalstva so bili otroci, ne. Po tradiciji so bili otroci mogoče tisti, ki so bili deležni najslabše prehrane. V 19. stoletju nekako niso prepoznavali njihovih posebnih potreb. V tem obdobju pa se v javnosti vedno bolj širi zavest, da so otroci posebna skupina prebivalstva, ki potrebujejo, ki imajo specifične prehranske potrebe. In vedno več je bilo recimo takih smejočih dojenčkov, debelih, zalitih, ki so se pojavljali zraven recimo raznih sladkih kav, pa tukaj recimo umetnih nadomestkov za dojenje, ki naj bi sploh sicer bili res nadomestki za dojenje, ampak otroci so se pa super bolj redili, ne, če si to preberamo, tako da če jim želite dobro, ne, rajš se jim to zmeša, ne, na tak, pa so bolj odporni na bolezni in tako naprej, ne. In tukaj recimo je bilo to prikrito oglaševanje najbolj prisotno, bi rekla. No, tukaj zdaj imam en drug odsek, ampak recimo ta vidrova otroška moka kot zdravilo, ne, celo. Tukaj recimo v časopisnem članku, ne, imamo zelo močne trditve, recimo bila bi naj garancija proti prebavnim motnjam in tako naprej. In recimo tu so bolj zadovoljne mamice pošiljale fotografije svojih otrok in pričale o tem, ne, da so recimo meni bila zabavna ta, da mislim, mogoče so kaj svojih krajev, ne, Julija Komišček v okolice Gorice, pravi, pošljite mi spet 2 kilograma vaše otroške moke, moj Edvin in Edvina, dvojčka, stara 5 mesecev, z veliko slastjo papata vašo izvrstno otroško moko. In tako, to so bila pričevanja neki, so bila realna, ne, so bodoča starša prepričevala, da je mogoče vseeno bolj varno poseči po neki predelani hrani, ne, če je toliko ljudi zadovoljnih, kot pa se recimo posluževati zgolj dojenja, kot je bilo recimo v navadi do tedaj, ne. Tako, kaj več pa v prispevku.